backs into the realization that life is all about relationships. Relationships. Življenje je pravzaprav vse so samo povezave. Prevod komada pravi: vsi v večnost, vse je del mene, pleše v kadarkoli ta šumeča kakovost. Neskončna kakovost, ja. Dobro jutro, dragi moji. 1. maj je za nami, 3. maj je pa v tem trenutku. I love you, I need you, pravi Anneke van Giersbergen v koncertu, znotraj koncerta Devin Townsend, ki sem ga vam že tokrat dal. Želel bi si, da bi ga vsak lahko predelal to, kar sem ga jaz. Zaradi tega vas z njim kar mal posiljujem. Med drugim vam bom kar cel tale koncert spustil, ker je bil hud, ka strela marela. Mogoče na nekaterih pasažah je precej težek, pa ga bom kar mal spustil, ampak lih toliko, da bom pa vmes osvetlil tiste lepe pasaže, ki pa so vredne pozornosti. Tudi težke pasaže so del življenja, del prehoda k sebi, v sebe. Ko spoznavaš sebe, greš čez težka čustva, greš v to, da se od čustev odlepiš na tak način, kot smo jih poznali, kar je rekel, it's all about relationships. Gre za čustvene oziroma gre za povezave in navezave z ljudmi. Mi pa smo se dostikrat pogovarjali že, da navezanost ni nekaj, kar potrebujemo, in vsi moramo očitno še delati na nenavezanosti, na tem, da nismo čustveno spodkopani, zvrvani, da niso naši čustveni konji plašeni z strani zunanjih drekačev, ki so imeli to kot eno osnovno in edino nalogo, se v naša čustva spotikati, pravzaprav kjer nas boli. No, sej nas boli tisto, kar so čustva, kaj ne, človek je v ljubezni razočaran, pa potem to boli, ne. Tudi prestrašenost je en največjih orožij, ki ga je kabala, sistem, satanizem, narcizem pravzaprav se posluževal, ustrahovanje in zniževanje lastne vrednosti. Zavedajte se tega, da lastno vrednost mora pripisati vsak sebi, vsak sam sebi dokazati, da je vreden človek, da ni majhen, da ni kar neki. Ampak to ni ta vrsta dokazovanja, da rečeš, kdo je pa prej na hribu, ne? Jaz ali ti. Jaz, ki sem prišel 5 minut prej, kakor prejšnji teden, torej sem že ful hud. To je napačno dokazovanje, ne? Sam v sebi poiskati kvalitete, vendar najprej je treba, mora vsak pri sebi razčistiti, kaj, za koga, na kakšen način je deloval do drugih ljudi. Mi smo se že pogovarjali, da ljudje na zemlji moramo se najprej ločiti, preden se bomo združevali, in mnogi še vedno poudarjajo bistvo združevanja. Združimo se, le združeni bomo uspeli. Dajmo se še enkrat zavedati, združevanje je bilo vedno težka natega, ker so pod pretvezo, da delajo to, naredili nekaj drugega, in v današnjih združevanjih ne gre za popolnoma nič drugega. Tako da bodimo toliko svestni, toliko zavestni, toliko zavedni, da moramo dojeti, da se moramo mi kot, če smo do zdaj vsi bili ljudje,
najprej ločimo na ljudi in ne ljudi, torej ljudi z dušo in srcem, esenco in božjo iskro in ljudje, ki so dušo prodali, zatavšali, ljudje, ki so v bistvu narejeni kot umetni kloni, ne, mi smo animals, je rekel Dev, in to imam rad. Surovost, mi smo živali in v nekem članku sem že tudi komentiral, ljudje smo krvoločni, ljudje nismo krvoločni, narcizem pa satanizem je krvoločen, tam je želja po krvi, po maščevanju, po bolečini in tako. Mi pa nimamo krvoločnosti, imamo to, kar imajo živali, in to je ta pogum. Ko je žival ranjena, kadar se počuti ogroženo, takrat ona udari z vsemi svojimi skritimi ali pa rezervnimi močmi. Tudi mi imamo adrenalin, ki je pravzaprav poimenovan tudi hormon boja, in on je naša neskončna sila, ki jo lahko uporabimo, kadar smo porinjeni v neko situacijo. Situacija, v kateri smo trenutno, je dovolj dobra, da bi iz nas pokazala to, iz nas izvlekla to pravo bojevitost. Pa nimam v mislih ne pušk, ne vil, ne punta z baklami in tako, pa z motorko. Bolj ta bojevitost, borim se za svoj prav, za svoj obstoj. Edina vrsta na tem planetu smo, ki plačujemo za življenje na planetu. Če ne boš plačal, boš pa crknil. Tako nekako si je ta satanizem zamislil. Zdaj so neke plače uletele, koliko dobivajo ministri, ne vem tale. Mislim, tako 6, 7, 9, 12 tisočakov, zastopaš in oni razlagajo, kaj minimalno se da, kaj minimalno se ne da. To dejansko mi moramo prepoznati, da se z nas norčuje elita, peščica izbranih, ki so vsi prijateljčki, kompiči, prijateljčki, ovo, zbondajo se veze in poznanstva, torej VIP klub. In ti ljudje so šli predaleč. Tok so šli predaleč, da so nas pripeljali v kot in iz nas zvlekli tisto bojevitost. Ne še v vseh, ne? Ampak počasi ipak se prebujamo v mesec maj, v mesec ljubezni. Ljubezni, ne navezanosti na nekoga drugega, ampak navezanost celo na sebe, ne, ampak prepoznavanje svoje ljubezni, vrednosti do sebe. Torej, imej sebe rad kot svojega bližnjega, je tudi nekje v Bibliji napisano, ne? Ljubi sebe, močno se ljubi, ker ti si prva stvar, ki jo moraš biti ljubljena. Ne od nikogar zunanjega, kot od nikogar od zunanjega ne motena. V prvi vrsti. Ko so te stvari na jasnem, kako in kaj, pol se vse razvija tako, kot se mora razvijati. In univerzum nas je osamil zaradi tega, da nam je pokazal, kdo v resnici smo, in moramo se ukvarjati sami s sabo, ne z drugimi. Drugi se lahko ukvarjajo z nami, vendar temu mi ne smemo pripisovati nobene posebne teže, ker zunanji vpliv je bil nekaj, na osnovi česa je človek v preteklosti živel. Joj, kaj bodo pa drugi rekli, pa ne moreš tak, pa ne moreš tako. Kaj me boli, kiki, kaj drugi mislijo. Jaz vem zase, kdo sem in kaj sem. Mislim, iščem se še, tudi jaz. Ampak vem, da je moj notranji prav in ga zagovarjam s svojim celim biti. Ne? Tlele sem najdel vam eno slikco, ki mogoče tudi lepo pokrije. Love yourself enough that you are willing to stop torturing yourself with negative emotion. Torej, ljubi sebe dovolj, da boš prenehal sam sebe masakrirati z negativnimi čustvi. Ne? Tlele komad v ozadju zagrmi. Ko sem jaz sam sebe iskal, jaz sem bil s tem v ušesih in korakal. Kdo bo meni kaj razlagal? Čez ostre skale lahko grem, čez globoke vode, bom pa plaval, saj znam. Tako nekako, evo, lej, kako gre leopard glih v vodiko, pa ni njemu vodika domača stvar, ampak kadar je treba,
poprimeš tudi tisto, kar ni glih najbolj naravno za tvoje ali pa normalno za tvoje pogoje bivanja. In to normalnost so nam uturjevali svojo normalnost kot neki najboljšega na svetu, ne? Pa to ni res. Njihova normalnost, družbena sprejemljivost, čredni nagon je stvari pripeljal do tam, kjer smo se znajdli. Na koncu časa, koncu epohe, razpada Babilona, dal sem pred kratkim video, ki ste ga gledali že v marcu, o zmagi, nad čem pravzaprav se bije bitka v ozadju. Neverjetno je, da toliko ljudi še po 3 letih in čez še vedno ignorira, kaj se v ozadju dogaja, še vedno verjamejo napačnim ljudem, ki zagovarjajo, da je Trump pa Putin grd, pa Q ne obstaja in tako. Jasno je, da se dogajajo v ozadju velike stvari. Malo sem rekel, da bi bilo fajn, če bi 1. maj bil dan razglasitve zmage nad kabalo oziroma nad reptili, pa bi 1. maj, praznik dela, trajal večno. Naj trenutek ta bo večen, ne? A ne bilo fajn? No, ampak ne, očitno še nismo dovolj zreli, nekateri še niso dovolj gnili, ne? Torej, kar je zrelo, bo zrelo, kar je gnilo, pa bo odpadlo samo od sebe. Zaradi tega niso potrebni z naše strani nobeni boji. Lepo se razkrivajo ljudje, kdo in kaj so. Lepo se razkrivajo inštitucije in inštance, bom rekel ta politično-državni aparat, a ne, z mediji vred, kjer mi deluje, da bodo ti mediji v bistvu sami sebi zategnili zanko okrog vratu, ker niti najmanj jim ni do tega, da bi povedali kaj za zares, ne? Oni še zmeraj tumajo o tem, kako preprečiti srčne infarkte, ne? Do zdaj ni bilo ene besede, da so pa mogoče cepiva kriva, ne? To ne, vse drugo je krivo, ampak poiskati krivca, to je bila njihova tudi osnovna ideja. Nikoli ni bilo, kaj se iz situacije lahko naučimo, ampak le kdo je kriv, da ga lahko kaznujemo, da imamo krivca in da ga žrtvujemo. V tem obdobju korone smo nekateri že zakorakali pogumneje naprej, ker smo na nek način tudi strenirali naše možgančke, našo awareness, našo pozornost, naš fokus znamo obrniti, damo lahko drugačen predznak ljudem, kakor smo ga včasih o njih imeli, in znamo prebrati ljudi in situacije, bom rekel, res čedalje hitrejš. Prav zaradi tega smo toliko ur namenili opisovanju narcizma, abuzerjev, posiljevalcev, energetskih pijavk. Politika je politics, tik je klop, klop je parazit, politics pomeni mnogo klopov, pomeni mnogo parazitov. V imenih imamo vse, torej gre za parazitsko razmišljanje. No pa ker smo bili v gozdu z mojimi psičkami, sta obe nabrale kar nekaj klopov, jaz to vse lepo populam, obe to nastavite in pokažete, ki jih imate, vse to zrihtamo. No, ampak mnogo klopov sem spulil na tak način, da je bil klop pripopan na unga klopa, ki je sesal prej svojega gostitelja, svojo žrtev. Pa se mi zdi dobra primerjava, na tak način bo narcizem in kabala in satanizem pokončal samega sebe, ker ne bo več gostiteljev in zaradi tega smo se učili o narcizmu, učili smo se, kaj sem zdaj rekel, da sem nek strašen prfoks. Mnogo sem razlagal, da bi prepoznali, kaj narcizem je, zaradi tega, ker naša naloga je, da jih izčrpamo. In ker smo mi v tem še vedno 3D svetu, 3D zajčniku, opazujemo stvari, vendar z hitrejšim umom. In kdor je hiter v umu, je
hiter na celi fronti. Poznate risanko od Smrkcev, ne, kjer Gargamel s svojim počasnim umom ni mogel slediti zvijačam, katerih so se posluževali Smrkci z Atam Smrkom, ne, Ata Smrk je mu zmeri genialno rešitev in Ata Smrk je v bistvu prispodoba našega uma, ne, naše ZKP čiste pristnosti, ampak oni so bili modri, ne, in so živeli v gobah, ne, psilocibin in te stvari. Modri dirkač je bil tudi moder, pa je bil najhitrejša Katja, ne. Pozdravljeni, sem modri dirkač, sem najhitrejša Katja, a ne, tako gre. No, in on je tudi bil najhitrejši, noben ga ni mogel ujeti. Pa se spomnite risanke Kojot, Mik Mik. Noben ga ni mogel ujeti, bil je najhitrejši, Tumel ga je probal na 1001 ukano bedasto ujeti, ampak Mik Mik je bil najhitrejši, Kojot. In vse te tri risanke so prispodoba. Kaj je modrost, kaj je hitrost modrosti. In opazujte okrog sebe, kako zelo počasni so ljudje, ki niso priklopljeni na esenco, kako ne morejo sešteti 1+1, kako ne morejo funkcionirati več v svojih vlogah, ker nimajo ignišna, nimajo goriva, nimajo pogona, da bi zapeljali življenje, bom rekel, še z nami v štric. In še enkrat, ljudje nismo vsi enaki. Ljudje se moramo najprej ločiti, ker tisti, ki imamo esenco, duh in duha, mi pa že točno vemo, kaj je prav, ne? In delujemo pravilno, ker se ne poslužujemo tega, kaj nam je naročeno, da je pravilno iz zunanjosti. Mi delujemo iz notranjega, tega, kaj je prav, tist, kaj imamo radi, tist, kaj smo dali, čemu smo dali prioritete. In delujemo iz tega naven. In imamo guide inside, imamo svojega vodnika znotraj sebe, gut feeling, božji občutek, v črevesu se ga čuti, tudi tam se čuti bolečino, kadar v želodcu boli, kadar je stiska empata velika. In ta Bog je naš vodnik in njega moramo poslušati in da se ga slišati čedalje bolj, če smo kaj umiru, valjda. Ne umrl, umiru. Umrl pa je, vsaj pri meni, ego, in to je močan proces, bom rekel, na nek način tudi boleč, ker se moraš posloviti od vsega, kar si bil, kar si se identificiral, kar smo bili identificirani. Mi pa namesto identifikacije moramo poiskati definicijo. Define yourself, definiraj se. Kdo si? Kako se bom definiral? Je to, kar si, osvetli, osveži, pobarvaj, daj na plano, osvetli in se zavedaj, da to si. In to, kar si, tam si ti prišel dol na zemljo. Vsak izmed nas je s sabo prinesel in talente, in voljo do življenja, in ljubezen do določenih stvari. Torej, bom rekel, skoraj strasti, in strasti so naše vodilo. Nismo vsi enaki, nismo vsi za v šolo in šola kot taka je precej podobna zaporom ali pa popravnim centrom. Vse to je ista scena, že navzven, kamoli navznoter in to, da smo bili izobraževani, je bila ena velika natega. Kdo je že, mati Tereza je to naredila, šolovanje, malo bolj. Na tak način smo otroci takoj pali v indoktrinacijski proces sužnjev in šola nas nikoli ni naučila prepoznati svojega sovražnika oziroma kako se njemu upreti, kamoli z njim dobro sodelovati, ne? Zaradi tega smo mi vsi samouki v prepoznavanju sovražnika, a ne? In
dan Osvobodilne fronte, ki je tudi za nami, pa 1. maj, vse to so prazniki žal še vedno iluminatov, kjer so v bistvu leta 1776, 1. maj, praznovali kot, bom rekel, zmago takrat iluminatov nad ljudmi, zmago, način prevzema. No, in od takrat naprej imamo in bom rekel, velik zagon satanizma preko planeta. No, in ta prevzem pada na celi fronti in bo šlo do konca. Nekaj sem prebral, da je Guantanamo zdaj premajhen, da imajo že nove lokacije in tako. Mislim, se jih je že v štartu več. Mesec maj je, pa sta Yuma in Trenton še vedno v reki. Mi tako rihtajo regijsko, ker hrvaška vojska je del alianse 17 vojsk in tako. Vse je tako, kot mora biti. Tudi v vsakem posamezniku je vse tako, kot mora biti. Le zavedati se moramo, biti zavedni, ne zavedeni. Ne? Moramo imeti zavest širšo, da zavest raztegnemo iz tridimenzionalnega sveta, iz 3D zajčnika, kolektivno zavest, čredni nagon, da mi to raztegnemo na višjo zavest, zavest 5. dimenzije, ki smo jo probali pokarikirati kot akord 3 ali 5 tonov. Ne vem, če si glasbeniki, ja, ampak ne glasbeniki, pa ne, ampak akord je to so 3 note, to je pa 5 not. In akord s 5 notami zveni lepše, polneje. In to tudi Devin uporablja ves čas. Tudi Bach je imel te posebne prijeme. Tudi angelsko petje se da razumeti, ker preskakuje drugač, sicer še zmeri v razponu znane tonalitete, ampak drugač preskakuje kot vsa glasba. Tudi Devin ima vmes v pasaže, ki so popolnoma angelske. Zdaj, če se boste dali Angel Music, na YouTubeu je tega mnogo, boste lahko zaznali, da ima res nek poseben pattern, poseben vzorc ima ta glasba, daleč drugačen od tega, kar smo mi poznali v bom rekel, splošnem življenju ali pa do zdaj. Okay. No, in ta 5D akord smo ga nekako razumeli, da zdaj prihajamo na to, da bo življenje znamo perceptirati v več kot 3, v 5 tonih, da znamo delovati več kot v 3, ampak v 5 tonih. Zdaj sem pa rekel, da mogoče bi bilo tako, da bi odprl še ena izmed primerjav 3 in 5D, pa učenje, to skupaj sem hotel dati. Partitura za boben je, orkester si predstavljate, tam so note, ima vsak inštrument in tako. Za boben so bolj kot ne samo pavzice pa udarci in tako. Za trobento in violino je nek razpon, za orgle pa je ta razpon bistveno večji, a ne? In kot da bi mi do zdaj špilali flavtico, ki ima svoj frekvenčni razpon, recimo tak, in zdaj note znamo brati za flavtico, zdaj pa mi prijemamo orgle. Orgle. Nekaj velikega. In naenkrat moramo iz takega razpona not začeti brati tak razpon. In mi v bistvu ta razpon not moramo nekako se naučiti. Zdaj naučiti. Kaj piše o tem? Turšičke imaš pa spet ver za tolele. Gajt je inside. Notar je gat. Znotraj nas je Bog in on nas bo vse naučil. Zaradi tega tudi govorimo toliko o lekcijah. Vse so lekcije. Univerzum nas uči. Ne? Komad prej je bil kar težak, zato sem ga kar malo nazaj pustil. Tale, da bo ga kar malo bolj naprej, ker je konjeniško naravnan. Nema milosti, kar gremo. No, in izobrazba je bila nekaj v tem 3D svetu, kjer so nam v bistvu vzeli partiture od orgel, pa jih obščipali, pa nam začeli prodajati
partiture za flavto. A bo primerjava. Toliko je nam dalo šolstvo. Vse bistvene informacije so počupali stran, zato da ne bi slučajno kdo kje do sebe prišel, a ne? In nam prodajali 3D partituro, majhno partituro. Celo še napačen ključ so dali od spredaj, pa je stvar čist zategnjena. Pa še takt so zamenjali. Tale takt je pa zelo človeški. Tik, tak, hitro dihanje in gremo. Srčni utrip malenkost hitrejši in gremo. In the Midnighters so krasna besedila njegova, so transcendentna. Če jih boste uspeli razdelati, boste mnogo naredili pri razumevanju tega sveta, ker, kot sem rekel, mi se moramo ogromno stvari naučiti nazaj, predvsem moramo se naučiti napačnih partitur, naučiti uporabljati samo 3 tipke akorda, ampak vseh 5 pržgat, in tam bodo zarohnele najnižje note in najvišje piščalke in mogoče, ko smo že glih do orgel prišli, je tako, kot da bi do zdaj špilali orgle, flavtico, ne, tak razpon tistih ventilčkov na v svojem inštrumentu, če smo mi organs, ne, mi smo orgle, vse to so spet povezave, kad smo mi imeli zaprte ključne ventile, da smo uporabljali samo eno majhno sredino ventilov, to smo znali in to je to. Zdaj pa odpiramo ventile tudi na ostale piščalke in piščali, ne. In resnično gre za večji razpon razumevanja, videnja, delovanja, občutenja, kar jasno ti je, kar zjasni se, a ne, kar lučka se pržge. Zaradi tega pa je svetloba in light work in star sit prihaja. Vse to so izpeljanke iz čist prav. In zdaj mi moramo povezovati stvari, ker temačnost je bila glupa do amena. Preračunljiva, to ja, na negativno špuro, drži, ampak oni se niso mogli spomniti v življenju nič novega, ker nimajo konektorja, ampak so lahko vzeli določena znanja in jih obrnili sebi v prid. Samo to, kontra nam. In zdaj v bistvu so tudi besede predrugačili, tudi zemljo so nam predstavljali, da je okroglo z nekim namenom. Vse to je bilo namenoma, smo bili zašraufani, pa nič ni s tem narobe, saj na tak način smo se naučili, bili prisiljeni do tle in pa smo rekli, čak sam malo, ne more biti sonce nevarno, no, mislim, katera žival se pa še maže s sončno kremo, a veš, mislim, pa ne more biti tako sonce nevarno, katera žival pa je oslepela od sonca, katera žival pa nosi sončno očala, ne. Ja pa ne more to tako biti, pa če DDV ne plačuje nobena srna, noben kaj je to za ptič za mano, ne, in kako pa oni preživijo, ne. In kaj enkrat greš malke noter, ugotoviš, da v bistvu tudi medicina, kako pa ptice preživijo brez zdravstvenih domov, ne, ali pa kako medvedi grejo brez šolske, osnovnošolske, srednješolske in doktorske izobrazbe, ja, težko, nekaj ni tle v redu, nekaj ni potrebno, ne, ker tudi plemena indijanska recimo niso hodila v šolo, pa niso imeli zdravstvenih domov, pa so krasno živeli in bili zdravi in mentalno in telesno, ne. No in ta izobraževalni sistem je ljudi v bistvu degradiral z napačnim znanjem in tako. V zadnja desetletja pa je indoktrinacija pelala tako daleč, da je mnogo mladine totalno neizobraženo tudi v teh znanjih, ki so nam bila približno, ne. A kvadrat plus B kvadrat je C kvadrat, ne. Jaz ne vem napisati, uporabljati slovnico, pike, vejce, velike začetnice, prava uporaba sklanjatov, sklonov, glagolov, samostalnikov in tvorba stavkov in tako povedi. In mladina ima že s tem problem. V bistvu, kada gremo nazaj na hieroglife, sem prav rekel, hieroglifi, na znakovni jezik, ne, imamo ne vem koliko 1000 emojijev, ne, torej teh smeškov, kako se reče v slovenskem prevodu, čustvenčki ali kaj so že, ne. No in so zanimivi ti čustvenčki tudi zaradi tega, ker so želeli, da izražamo čustva, ampak so jih oni tudi znali krasno imitirati in kopirati. Banda, ena, pokvarjena.
in se nad njimi izigravati in preigravati. Ok, maj je mesec ljubezni, godbe so pele. Godbe naj bi budile, želel bi si, da je še kdo bolj zaradi teh godb prebujen. Čeprav, kdo igra v cirkusu kitare? V cirkusu ne igrajo kitare, ne igrajo orgle, ne igrajo violine, ampak v cirkusu igra kdo? Tako je, godba. Tudi mi živimo v enem takem cirkusu, ta godba je lahko malo prispodoba. Pa da ne bo pomote, jaz imam glasbo godb rad, mi je ok, ampak ipak je to cirkuški pristop. Ne? Pristop je tak, da ne bo kdo zdaj mislil, da sem glasbenike kot take negativno gledam ali pa jih sodim ali karkoli, delač od tega, ampak sem zavedanje, no? V cirkusu igra godba, za 1. maj igra godba, ne, tako, no, mislim, moja psički Lucy se je kar tresla, ki je slišala godbo, tako da ona tudi je kaj za zaupati, no. Tako, Kojota smo obdelali, čustveno neopletenost, bodite neopleteni, čustveno naj vas stvari ne prizadanejo, ne jemljite jih osebno, zaradi tega, ker to je napadalčeva ideja, da ste vi čustveno raztureni. Vi ne smete vi morate se zavedati, da napadalec je želel vas čustveno prizadeti in vaša naloga je, da mu tega ne date, da se od tega distancirate, da prepoznate, kadar je človek enkrat grd, je že v štartu bil grd, vse ostalo lepo, pri njem je bila igra, to narcizem lepo obvlada, torej all the world is a stage, cel svet je oder, pozabljajo svoje vloge, resnično so počasni, ranjeni, hitrost ranjenega polža se temu tudi reče, slinijo se in tako. Ok, jaz sem milijonkrat rekel, vsem je vse odpuščeno, ljudje imajo možnost se spreobrniti. Lahko računajo vsi, ki so delali do zdaj grdo, na to, da bomo mi vsem stali z odprtimi rokami, ko bodo sami prenehali z delovanjem, kar pa zaenkrat slabo kaže. Ne? Oni nič ne spremenijo dejanja, rečejo sorry, pa pol že naslednji udarc na naslednjo žrtev. Pač ne prenehajo. Tako da dejte razumeti, da čustveno ne smete reagirati in biti vpleteni v stvari od drugih. Svoje čustva le imejte in le spoznajte, kaj je milost. In le zavedite se, da solze so čistilo in če morajo iti ven, stvari ne grejo skozi katerokoli odprtino ali skozi katerokoli poro. Mi se čistimo in se zdravimo in bistvo zdravljenja našega je, mislim, da sem tlele eno shranil, da ne bom zdaj napačne stvari. Kam smo še med slikami? Tako, zdravljenje je konec konfliktov s samim seboj. Tako, ko nehaš biti v konfliktu s samim sabo, ko nehaš biti v disbalansu, ko nehaš delati tiste stvari, za katere so nam rekli, da jih moramo, pa jih zamenjaš s tistimi, ki jih želiš, takrat je v bistvu zdravljenje, bom rekel, pri koncu, ne? Takrat si ozdravljen in ves proces vzpona, tudi same korone, koronske čakre, a ne, je bil ideja zdravljenja ljudi od grozne zastrupitve z vseh nivojev. Ne. Mi smo že kdaj nekateri pogruntali, da ova hrana ni v redu, una druga tudi ne, na kar ugotoviš, da v bistvu je vse, kar je sistem ponujal, strupeno. Nekako si predstavljam, da so najdli, bom rekel, oni so študirali, kako bi nas frderbali, zastrupili in so naredili neko tableto in so pogruntali, da bo ona škodovala jetrom, ledvicam, umskim sposobnostim, na sluh bo vplivalo, jaz ne vem kaj še vse, ne. Ampak je pa ta tableta tudi preprečevala bolečine, a ne, in evo, super, imamo nekaj proti bolečinam, tako da stranski učinki so pa tamle. Ampak njihovi stranski učinki so bili v bistvu glavni učinki, zavedajte se tega. In tudi zdaj smo imeli na debato, vsi bojni strupi
ki so bili včasih uporabljeni kot bojni strup, so danes v obliki gnojil za polja, pa v obliki zdravil, pa v obliki dodatkov v hrani in tako, vodi in vsemu. Ampak zdaj, počasi te stvari se umikajo iz scene, pride do končnega umika, nič bata, ampak stvar je toliko zažrta, da ne gre, da se ne da te zadnje vojne končati v 14 dneh, pa je lahko še toliko ljudi, še bolj neučakanih ali pa nervoznih, ker nič ne spremeni, zavedati se moramo veličine razpada, okupatorja, satanizma, narcizma, kako smo že rekli, reptilizma in še ne vem kaj. No pa ker smo obdelovali izobraževanje, mogoče še ta je tudi lepa, ljudje s 4 razredi osnovne šole so državo zgradili, če imamo v mislih našo bivšo Jugo, ki je imela mnogo tovarn, ki so delale za svetovna tržišča, so to državo uničili ljudje z diplomami, magisteriji in visoko indoktrinacijo, ker to ni izobrazba, ampak visoka, globoka indoktrinacija. Vsi smo bili zavedeni v štartu, vendar nekateri smo se, ko je prišlo do točke morala ali denar, smo nekateri rekli ne, morala je prva. Nekateri pa so tle rekli, kurc, rabim denar, ne. Pa prvič greh malo težko narediš, drugič že malo lažje, to stotič pa ni noben problem, ne. Tako da jaz verjamem, mnogo ljudi je se ujelo v to zanko. Še enkrat, vsem je vse odpuščeno, samo je treba nehati, ne? Da ne bi kdo mislil, da je kdo izobčen. Ljudje se moramo najprej razdeliti, pa se bomo pa, v bistvu smo že združeni, tako kot sem rekel, sem poznamo se še ne direkt na vse, in če vas ima kdo za norga, bodite veseli, da vas tako poimenuje, to pomeni, da ste nedosegljivi, ne morejo od vas črpati energije, imate znotraj sebe, kako piše, neke vrste intoxinating insanity, razstrupljevalno sposobnost, ki ljudem dopušča, da začnejo razmišljati izven škatle, izven okvirov, izven TV škatle, izven knjige, ker tam so tudi večji del laži, in da v bistvu ljudje počasi se zavedajo, kdo so, in postanejo to, kar v resnici so. In to, kaj smo, je najbolj bistveno, da v bistvu se, veš, ko so nam rekli, nihče ni popoln. Ni res, vsi smo že popolni. In samo razumeti moramo, kaj popolnost je, ker perfektnosti ni, to je res, ampak mi smo vsi popolni, le živeli smo po navodilih ali pa partiturah tridimenzionalnega sveta. Poslušali smo 3D radio, 3D frekvenčni spektr, zdaj poslušamo neko mnogo večjo kanal informacij, ki leti v nas, in dajte si dopustiti slišati. Dajte dopustiti sami sebe poslušati, ker tukaj je ver in izvor. Sem potresnica in življenje, je rekel. Ne? Še nekaj na 11. Božjo zapoved sem hotel, še tole povezavo. V Biblijo je ta temačen svet napisal, ko je zadnje Jezusove besede: Bog odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. 11. Božja zapoved je modifikacija modificirane Biblije. Odpuščeno jim je, ja. Da pa niso vedeli, kaj delajo, tle s tem se pa ne strinjam, ne. In če dalje bolj se izkazuje, da imam prav, to, kar ropotam že 1 leto, in vesel sem, da sem še zmeraj živ po 1 letu, ne. Ker 1. maja je bil prvi video objavljen na YouTubu, ne. Ne bomo se nič ustavili, bomo samo še glasnejši, močnejši, več nas je, bolj si dodevamo znanja, drugemu informacije, razmišljanja, poglede, projekcijo, in prav je tako. Želim, da se imate zelo lepo, da v mesec maj zakorakamo res z zavedanjem, da je to mesec ljubezni, zdaj pa mičkeno smo ga adaptirali, naj bo ljubezen v prvi vrsti do vas samih, in dajte sebe ljubiti, ker namest vas ne bo ljubil nihče nič bolj.
Držite se, uživajte. Čau!